Ni mogoče, da bi kdo kdaj v celoti razumel in upam, da nikoli ne bo, kaj se je tisto noč dogajalo v tej hiši in kako brutalno je bilo to, kar so ti otroci doživeli. Pravkar objavljena poročila o obdukciji razkrivajo grozote, ki so se zgodile v hiši na King Roadu in kaj so 4 žrtve, Mati, Kaylee, Ethan in Zana, prestale. Pregledamo poročila in kaj nam povedo o trditvah, da je bil vpleten več kot en morilec. Dobrodošli v oddaji Law and Crime. Sem Anja Nutlevy. Veste, skoraj leto dni je minilo, odkar je Bryan Kohberger vstopil v sodno dvorano v Boiseju v Idahu, dvignil desno roko in prisegel, da bo govoril resnico. Bilo je 2. julija 2025. In potem, ko je skoraj 3 leta vztrajal pri svoji nedolžnosti in že na začetku trdil, da se veseli oprostitve, je Kohberger priznal, da je umoril Mattie Mogen, Kelly Gonzalez, Ethana Chapina in Zano Kurnotl. O tem primeru smo govorili večkrat, kot lahko preštejem, tukaj na Law and Crime in Law and Crime. Kohberger je rekel, da je to storil. Strinjal se je z izjavo o dejstvih, ki jo je prebral tožilec okrožja Latah, Bill Thompson. Kohberger ni omahoval, ni se obotavljal. Kohberger je prej leta 2022 kupil nožnico za nož K-bar in brusilec, ter se z njima odpeljal čez državo. In 13. novembra 2020 je priznal, da je vlomil v hišo na King Roadu in do smrti zabodel 4 študente. Zdaj, skoraj leto dni po Kohbergerjevi priznanju krivde in izreku kazni, imamo vpogled v obdukcijska poročila za Maddie, Kaylee, Ethana in Zano. Poročila prikazujejo grozljivo sliko tega, kar so prestajali 4 študenti. To presega vse meje. Glavna sodna zdravnica okrožja Spokane, doktorica Venus Singh, je opravila obdukcije vseh 4 študentov in bila pripravljena pričati kot strokovnjakinja tožilstva. Tožilci so zapisali v strokovnem razkritju. Pričakuje se, da bo doktorica Singh pričala, da sta Kelly Gonzalez, Zana Kurnotl in Madison Mogen pred smrtjo zaradi povzročenih poškodb prestajale hudo bolečino in ali trpljenje. Pričakuje se, da bo doktorica Singh pričala. Tudi Ethan Chapin je pred smrtjo zaradi povzročenih poškodb doživljal hudo bolečino in ali trpljenje, vendar v manjši meri kot ostale žrtve. In doktorica Singh je bila pripravljena pričati, da so bile poškodbe povzročene vsem 4 žrtvam skladne z nožem tipa K-bar, isto vrsto noža, kot jo je imel Bryan Kohberger. Tožilci so zapisali: doktorica Singh bo podala svoje mnenje, da so Gonzalesove rane skladne z ranami, ki jih povzroči enostransko ali dvostransko rezilo noža. Doktorica Singh bo podala svoje mnenje, da je uporaba bojne noža K-bar polne velikosti ameriške mornarice skladna z opaženimi poškodbami. Doktorica Singh je podala tudi druge ugotovitve glede specifičnih poškodb, ki jih je našla pri Ethanu Chapinu. Poleg tega bo doktorica Singh pričala o dokazih, da je nož, uporabljen pri Chapinu, kazal znake, da je imel zaščito rezila. Doktorica Singh bo podala svoje mnenje, da so Chapinove rane skladne z ranami, ki jih povzroči enostransko nabrušen nož. Doktorica Singh bo podala svoje mnenje, da je uporaba bojne noža K-bar polne velikosti ameriške mornariške pehote skladna z opaženimi poškodbami. In v teh poročilih je še veliko več, vključno s podatki o možnosti, da sta bila uporabljena 2 noža. Zato sem si res želela dobiti nekoga z odličnim strokovnim znanjem, da razčleni ta obdukcijska poročila, strokovne ugotovitve, in nimam nikogar boljšega za to kot Josepha Scotta Morgana. On je forenzični preiskovalec smrti, prav tako voditelj priljubljenega podcasta Body Bags. Preverite ga. Joseph, najlepša hvala, da si prišel. Najprej bi rada slišala tvoje mnenje o teh obdukcijskih poročilih. Nismo mislili, da jih bomo sploh kdaj videli. V zvezni državi Washington so zapečatena. Obdukcije je opravila okrožna komisija Spokane. Z njimi ima Moskva pogodbo. Kakšno je tvoje splošno mnenje o obdukcijskih poročilih? Zelo temeljita. Doktor Singh, veš, ko to zdaj berem in če to ne bi trajalo tako dolgo, veš, in mi Veš, kot si rekla, Anjanet, nismo mislili, da bomo to sploh kdaj videli. Mislil sem, da morda nekega dne, ampak v tej množici dokumentov sem bil šokiran, veš, ko si me kontaktirala, da jih dejansko imamo.
Ampak mislim, da je doktorica Singh opravila odlično delo pri svoji oceni oziroma pri svoji posmrtni oceni ostankov tam v njeni ustanovi. In to je znak dobrega poročila o obdukciji. Če lahko navadna oseba sede in ga prebere ter dobi predstavo o naravi poškodb, stanje posameznika, tako v antemortem pred smrtjo, kot tudi po smrti. Predstaviti to na tak način, ker veste, ti izvidi, ko pogledate obdukcijska poročila, niso ustvarjena za druge zdravnike. Ustvarjena so kot objektivno znanstveno poročilo, ki ima forenzično vrednost. Da če greste na sodišče. Ko poskušate to razložiti poroti, ki nima enake izobrazbe kot patolog, ki je zelo specifična, lahko to razumejo. In veste, zame, ko sem to prebral, mislim, da bi bila doktorica Singh zelo prepričljiva na pričevanju. Tukaj je bila zelo temeljita. Te poškodbe je predstavila na način, da jih lahko resnično razumemo. Ker je Brian Kohberger priznal krivdo. Mislim, prišel je na sodišče in rekel, ja, kriv sem. Sodnik ga je naravnost vprašal, ali priznavate krivdo, ker ste krivi? In on je rekel, da, rekel je, da je to storil. In odkar se je to zgodilo, veste, v zadnjih mesecih, več tednov, so se ljudje začeli pojavljati od vse povsod. Izvedenec obrambe, dr. Turvey, je rekel, da sta morala biti 2 morilca in 2 orožji, torej v bistvu 2 noža. Jaz sem intervjuvala Chrisa Whitcomba. Napisal je knjigo in navajal vse te stvari, vse te dokumente in podobno, ter sodeloval z dr. Turveyjem pri tej knjigi. In prepričani so, da Brian Kohberger tega ni storil. Ampak želim vam prebrati nekaj, kar je bilo očitno eno od mnenj doktorice Singh, o katerih bi pričala, če bi šel ta primer na sojenje. In zdaj vidim, od kod prihaja ta teorija o 2 orožjih in 2 morilcih. To bomo prikazali na zaslonu. Doktorica Singh bo podala svoje mnenje, da so Cournotlyjeve rane skladne z ranami, ki jih povzroči bodisi enorezni, bodisi dvorezni nož. Poleg tega bi lahko ročaj ali konica noža pojasnila videz nazobčanosti na nekaterih Cournotlyjevih ranah na obrazu. Doktorica Singh bo menila, da bi to nezobčenost lahko povzročilo, če bi se Cournotly boril in ali držal oziroma se dotikal noža ali roke, ki drži nož, kar je povzročilo poškodbo. Doktorica Singh bo podala svoje mnenje, da je uporaba bojnega noža K-bar v polni velikosti, kakršnega uporablja ameriški marinski korpus, skladna z opaženimi poškodbami. To ne pomeni nujno, da sta bila uporabljena 2 noža ali da sta bila 2 morilca oziroma 2 orožji. Ne pomeni. In za tiste med nami, ki smo celo življenje delali na medicinsko-pravnem področju, vidimo poškodbe in, veste, še posebej v tako dinamičnem dogodku, kot je ta, razumemo, da se te stvari ne dogajajo v vakumu. Prav. Imate ljudi, ki se odzivajo, imate posameznike, ki se branijo, imate storilca, ki je sred pokola. To ni nekaj kliničnega, kot je operacija, prav? Zato se znebimo te ideje, da mislite, da lahko naredite oceno in pridete do zaključka. To dokončno ne pomeni, da sta 2 storilca ali več orožij. Ker to preprosto ni, to ne drži. Zdaj to je naloga obrambe. V redu, naloga obrambe je vzbuditi razumen dvom, kaj ne? Mislim, tako naš sistem deluje. Ampak mislim, da ko začnete razmišljati o naravi tega noža, o katerem govorimo, tega orožja, tega K-bara, to je vojno orožje, prav? In ima površine na tem orožju. Niso statične, v nekem smislu so statične, ampak kar hočem povedati je, da imate en sam rob. Rezilo je na konici rahlo ukrivljeno. Ima krvni žleb, ima topo stran, potem imaš ščitnik za roko, imaš tudi teksturiran ročaj, ki je ovit z utori. In mimogrede,
če to nož obrneš na konec, Zadnji del noža lahko dejansko uporabiš kot kladivo. vsakmu bi priporočil, da si to stvar ogleda in vidi, da ima več uporabnosti. Zato je to vojaški večnamenski nož, ker so ga marinci razvili tik pred drugo svetovno vojno. Mislim, da je takrat prišel v uporabo. Vedeli so, da bodo naši fantje, ki se borijo, potrebovali nekaj, s čimer bodo lahko odpirali škatle, prav? Da lahko z njim kaj odprejo ali zrahljajo. Pravzaprav lahko z njim tudi sekajo stvari, če poskušajo ustvariti bojni položaj. In mimogrede, s tem orodjem lahko dejansko izvajajo tudi rovovsko bojevanje. Torej, če uporabljate samo ročaj in držite nož, lahko z njim dejansko udarite na tak način. Lahko ga obrnete, lahko z njim tudi zabijate kot s kladivom. Spet ga lahko obrnete, lahko z njim zabodete, lahko režete z njim, lahko odbijete napad, če prihaja proti vam. Torej, in pomislite, kako je ta prizor verjetno izgledal znotraj tiste hiše. Prava krvava kopel, milo rečeno. Nič od tega se ni zgodilo v vakumu. Torej, če boste poskušali priti do zaključka, boste verjetno sklepali, da je bilo vpletenih več kot eno orožje. Mislim, da imate še nekaj poti, preden boste to lahko dokazali. In en morilec ali ena oseba lahko uporabi več kot eno orožje. Mislim, lahko bi bila tudi pest. Tudi če je nož uporabljen kot kladivo, kot udarni pripomoček, lahko še vedno narediš tudi druge stvari. Ja, to je mogoče. Oseba bi lahko s seboj prinesla še eno orožje. Ampak veš, njihova ugotovitev je, da prihajajo do tega zaključka, veš, vrnemo se k nožnici, ne? Nožnica je najdena tam v spalnici. In seveda bo ta identifikator to povezal nazaj z nožem K-bar, kaj ne? In res je, nimajo noža. To moraš razumeti. Ne vem, če bomo kdaj imeli nož, ali če ga bojo oni kdaj imeli, prav? Ampak vprašanje, ki si ga moraš zastaviti, je, ali je to mogoče. Za nož, kot je K-bar nož, ki paše v to nožnico. Prav. Ali je mogoče, da je bil uporabljen za povzročitev vseh teh poškodb vsem 4 žrtvam? In tako, veste, spet se vračam k besedi dinamika. Veste, nobeden od teh otrok nujno ne ostane na mestu, medtem ko se to dogaja. Veste, imajo preživetveni nagon, ki se vklopi. Blokirajo, reagirajo na bolečino. Vsakič, ko se nož zabode v določen del telesa, razen če je oseba mrtva, se bo sprožil center za bolečino. Zato se bodo zvijali, obrnili se bodo. Veste, gestikulirali bodo v različnih smereh na poti. Torej, so reaktivni v tem smislu, ni tako, kot da bi imeli osebo, ki je preprosto tam. Niso postavljeni kot papirnata tarča, kamor zabijate nož in se ne odzovejo. To je seveda... Zana, vemo, da je bila budna in se je borila, to vemo. In ona, veš, njen obdukcijski zapisnik ali vsaj povzetek tega, to kaže. Imela je 22,3. Ran na lasišču, obrazu, In front. 7 na prsih in trebuhu. Veš, vreznine in ubodne rane na hrbtu, mislim po spodnjih udih, povsod. To ubogo dekle je tako zelo trpelo, ko je poskušala rešiti svoje življenje. Zdaj bi rada prešla na Kaylee, ker je veliko ljudi veliko govorilo o Kaylinih poškodbah in o tem, kako hude so bile njene poškodbe. Bila je v postelji poleg Medi, bili sta najboljši prijateljici. Veš, tudi Medi je seveda zelo trpela. Ampak Kaylee je imela nekatere poškodbe, na katere so ljudje opozorili. In ena od teh stvari je bila, da naj bi dr. Singh pričal, da je bil na njena usta položen neznan predmet. Očitno je imela tudi fiksni retainer v ustih, ko je spala. In njeni zobje so bili zlomljeni. In Kaylee piše, veš, je utrpela, veš, odrgnine na nosu in licih, modrice okoli oči. To so res grozne stvari. In imela je tudi tisti neznani predmet prislonjen ob usta, je rekel zdravnik.
Kaj bi lahko teoretizirala? Kaj bi to lahko bilo? Že nekaj časa menim, da je to. Lahko bi zelo verjetno bil ročaj noža ali pa način, kako je storilec držal nož. Ko je bil nož z dovolj veliko silo potisnjen vanjo, da jo je zadržal na mestu, je bila uporabljena zadostna sila, da je povzročila takšno poškodbo. In veste, poškodba je dokaz, da je prišlo do takega reaktivnega odziva. Ustvari vzorec, ki je očitno v antemortem stanju, ni poškodba, ki bi jo utrpela po smrti. In potem imamo te hude poškodbe ust, pri katerih so zobje zrahljani. Mislim, da imamo zlome obraznih kosti. Veste, in res je. Značilno za to, kako brutalen je bil ta napad. Zdaj, ali je bilo to, veste, obstaja veliko načinov, kako bi lahko na to pogledali in rekli, no, mogoče je bila ona tarča. In to je približno tako blizu, kot boste prišli. Rekli boste, no, mogoče je bila ona tarča. Nimam pojma, ali je bila ona tarča. Nimam pojma, kdo je bil dejansko tarča v tej hiši. Mislim, da je veliko teh stvari špekulativnih. Vse, kar lahko storite, je, da se vrnete k poškodbam, ki so nastale v brutalnem napadu. Govorili smo o tem, govorili smo o Zani, veste, da se je odzivala. Kylie je bila, veste, v bistvu pritisnjena na tem mestu. In bog ve, zakaj se je storilec, veste, odločil, da se je prav nad njo znesel, ampak to je bil uničujoč dogodek. Veste, popolnoma je uničil obraz s tem orodjem, karkoli že je bilo. Še vedno vztrajam pri tem, da je to K-bar. In uporablja se. Ne uporablja se kot ostro orožje, vendar se uporablja tudi kot topo orožje, znova in znova. Ker je za to potrebna izjemna sila in nekakšno držanje posameznika, pritiskanje v statičen položaj, kot je ta, da lahko povzročite to takšno strukturno poškodbo, kakršno je utrpela. Ali je mogoče, da se je Kaylee zbudila med napadom na Medi, saj je bila Medi bližje zunanjemu delu postelje? In potem se je zgodilo nekaj, kjer se je poskušala upreti ali kaj podobnega, in zato vidimo zadušitev. Mogoče je bila najprej zabodena v prsi, nato pa se je začela dušiti, ker ji je nekdo poskušal nekaj pritisniti na usta. Ali je to mogoče? Ja, vsekakor je mogoče. Če se prav spomnim, so tudi omenili, da je dr. Sink omenil, da je bila prisotna posušena pena, ki jo pogosto vidimo pri... Že pomisliš na peno na vrhu piva? V redu. Če si v nekakšni dihalni stiski, boš proizvedel tak izcedek, ki pride ven na tak način. To vidimo, veš, pri mnogih smrtih povezanih z zadušitvijo. In nekaj tega je lahko povezano s tovrstnim stiskanjem, kjer držiš posameznika pritisnenega navzdol. Blokiraš njihovo sposobnost, da se njihov prsni koš dviga in spušča, še posebej, če je na njem dodatna teža. Prav tako jo morda držiš na mestu z roko, s katero jo držiš pri miru, naprimer s prijemom v obliki črke C okoli vratu, tako da za določen čas stiskaš vrat. Morda medtem, ko napad poteka na drugem delu telesa, pokrivaš usta. Obstaja veliko načinov, kako je lahko dihalni sistem ogrožen. In da ne omenjam, v telo vnašaš tudi rezilo. Tako bo telo na ta način reagiralo. Ja, mislim, da obstaja možnost, da se je prebudila. Mary je utrpela tudi veliko ubodnih ran, predvsem na obrazu. Mislim, to je tako ogabno, tako bolno. Veš, uboga Mary, bila je zelo opita. Imela je visoko raven alkohola v krvi, 0,282. In veš, zdravnik je tudi menil, da so bile njene poškodbe skladne z nožem K-bar. In zdelo se je, kot da bo nekdo izrazil mnenje, da Maddie ni imela sposobnosti, da bi se branila. To smo prebrali tudi v nekaterih drugih dokumentih. Ja. No, ko pogledaš, pomisliš na Maddie in njeno postavo je precej drobna, kaj ne? In potem pomisliš še na njeno raven alkohola v krvi.
Ja, razumem, zakaj bi dr. Singh lahko potencialno prišel do tega zaključka. Veš, ker bi Medi bila... Ni ravno kot sanjsko stanje, ampak ona, veš, na tej točki, ko je raven alkohola v krvi tako visoka in te nekdo napada, edina stvar, ki bi se lahko sprožila, da bi lahko še bolj reagirala, bi bil naval adrenalina. No, če tega ni bila zavedna, bi morda samo ležala tam. Ne vemo. Ne vemo. Samo Laura ve, kaj ne, nimamo pojma. Ampak ja, mislim, da bi lahko bila zagotovo tako nemočna kot Mucek. To je res grozno. Uboge vse te otroke, ampak Medi, prav vsi, res je grozno. Na koncu se zdi, da je Ethan utrpel manj ubodnih ran. Dr. Singh naj bi pričal, da sta Medi, Zana in Kaylee zelo trpele in doživljale hude bolečine, preden so umrle. Tudi Ethan, vendar ne v taki meri kot ostale. Dr. Singh je ugotovil, da je imel 4 ubodne rane na obrazu in vratu, ubodno rano v zgornjem delu prsnega koša, 6 reznih ran na zgornjih okončinah ter 6 ubodnih in reznih ran na spodnjih okončinah. In na to so bile še spremljajoče poškodbe, vključno s predrtjem vratne vene, podključnične vene in podključnične arterije. Mislim, že te poškodbe same po sebi, vratna vena in podključnična arterija, mislim, to bi bilo takoj usodno, kaj ne? Kar precej blizu. Pravzaprav vemo, da je, sam dodam ljudem neko izhodišče. Vemo, da je primer klinike Courtney, se trenutno kar stopnjuje. In ena od težav v tem primeru je, da je bil pri žrtvi Tobiju poškodovan podključnični žilni snop. Poleg tega pa je zelo velik moški, kaj ne? In to je bila ena sama poškodba in preprosto je začel ugašati. Torej, če imate več poškodb teh struktur tukaj in da ljudje to vedo, Pri subklaviji posebej govorimo o subklavikularni, kar pomeni pod ključnico, našo ključnico. Če jo lahko začutite prav tukaj, ta glavna žila poteka tukaj skozi leta in leta. Tam bi medicinski strokovnjaki namestili tako imenovano centralno linijo, tako da bi imel port prav tukaj, da bi lahko takoj ubrizgali zdravila. Danes se tega v veliki meri ne poslužujejo več, ampak to bi zdravilo neposredno vneslo v sistem. Zakaj je tako? Ker gre za glavno žilo. In ko je to prerezano, poleg tega pa je prerezana tudi jugularna vena, bodo te strukture same po sebi povzročile, da nekdo zelo, zelo hitro izgubi zavest. Groza, groza. Bili so zaklani, ni drugega načina, da bi to opisala. Mislim, bili so preprosto poklani. In na nek način me šokira, da so sprejeli sporazum o priznanju krivde, da je država bila pripravljena na to. Ampak razumem obe strani. Razumem, zakaj so Gonzalezevi še vedno tako vznemirjeni in so si po branju teh obdukcijskih poročil želeli smrtno kazen v tem primeru. Ja, ni nobenega ukrepa, ki bi ga res lahko sprejel v imenu družin. In ja, razumem, veš, ker tudi iz moje perspektive preberem veliko obdukcijskih poročil. Sem jih prebiral skozi leta in tudi po mojih merilih je brutalnost, ki je prisotna v tem primeru, veš, presega celo moje razumevanje. Veš, ker je tako, kot da to bereš samo tako, kot je zapisano. Ampak nihče nikoli ne bo v celoti razumel in upam, da tudi nikoli ne bo, kaj se je tisto noč dogajalo v tisti hiši, glede brutalnosti, ki je bila izvršena nad temi otroki. Tega res ne moreš v celoti dojeti. Mislim, seveda je dr. Sane tukaj opravil odlično delo. Če lahko uporabim ta izraz zelo profesionalno, verjetno je to bolj primeren izraz, urejeno. Lahko se je umaknila v svoje okolje in nekako, veste, o tem razmišljala in premišljevala, ter vse skupaj ohranila v zelo urejenem redu. Zato mislim, da bi bila ena hudičevo dobra priča, ki bi jo bilo vredno poklicati na pričanje. In razumem, zakaj družine nimajo občutka, da je bila tukaj dosežena pravica.
Ja, veš, to je pač brez pritožb. Veš, vsaj imaš tukaj neko rešitev. Ni bilo nobenega tveganja. Imaš priznanje krivde, ampak razumem. Brez kakršnekoli izjave obtoženca, kar se mi zdi, glede na moje izkušnje s številnimi primeri, verjetno. Najbolj nezadovoljiv del. In moje zadovoljstvo pravzaprav ni pomembno, ampak veš, nasplošno se vedno vračam k BTK-ju. Veš, BTK je moral dati izjavo na sodišču in jo je tudi dal. In če tega še nikoli nisi videl, je to ena najbolj srhljivih stvari, jih lahko gledaš, kjer gre primer za primerom. In v tem primeru mislim, da je bila ta izjava zagotovo upravičena. Ne razumem, zakaj je niso mogli uporabiti na ta način, razen če razmišljajo, da bi se k nečemu vrnili v prihodnosti. Nimam pojma, kaj bi to lahko bilo. Ampak mislim, da je dogovor o sodelovanju, kot pravim, že od začetka. Dogovor o sodelovanju zahteva, da se usede s preiskovalci in odgovori na nekaj vprašanj, preden ste pripravljeni umakniti smrtno kazen iz igre. Vem, zakaj si družine še vedno želijo odgovorov. Popolnoma jih razumem. Hvala vam lepa, Joseph Scott Morgan. Z veseljem, Anžanete. Hvala, da ste me povabili. Starši Kaylee Gonzalez so bili nedavno citirani, da želijo govoriti z Brianom Kohbergerjem. Želijo izvedeti, zakaj je ubil njihovo hčerko in ji prizadejal takšno brutalnost. Ustanovili so tudi fundacijo v njen spomin. Imenuje se Umor ima ime. Želijo pomagati drugim družinam prepoznati morilce svojih bližnjih s pomočjo naprednega DNK testiranja. Kaylee Gonzalez bi 8. junija praznovala rojstni dan, stara bi bila 25 let. Namesto tega bo zavedno stara 21 let. Celotna poročila o obdukciji lahko preberete v naši novi aplikaciji Law and Crime Plus. Samo prijavite se in jih boste našli v naši zbirki primerov. To je vse za to epizodo Law and Crime. Sem Anžaneta Levi. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.